Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili, kako je Zahod izdal Češko. Leto 1938. Po grozotah prve svetovne vojne si Evropa želi samo eno stvar – mir. Tudi v Nemčiji je Hitler obljubljal ravno nasprotno – moč, širitev in maščevanje. Njegov naslednji cilji so bili Sudeti, del Češko-Slovaške, kjer je živelo več kot 3 milijone Nemcev. Hitler je trdil, da so tamkajšnji Nemci zatirani in začel groziti z vojno. Britanija in Francija pa nista bili pripravljeni na nov spopad. Britanski premier Neville Chamberlain je verjel, da lahko vojno prepreči s pogajanji in popuščanjem, s tako imenovano politiko appeasement. Sredi septembra 1938 se je Chamberlain sestal s Hitlerjem. Srečanje se je končalo s predlogom, da Češko-Slovaška prepusti Nemčiji vsa območja, kjer je več kot polovica prebivalcev nemškega rodu. Čehi s tem niso bili ravno najbolj navdušeni in morate vedeti, da Čehi o tem niso bili niti vprašani. Ko je Chamberlain drugič obiskal Hitlerja, je sledil šok. Hitler je zahteval takojšnjo okupacijo Sudetov in popoln umik Čehov. Zavezniški kabineti so te zahteve zavrnili. Vojska se je začela pripravljati. Evropa je stala na robu vojne. V zadnjem poskusu, da bi se vojni izognili, je Chamberlain sklical konferenco 4 sil – Nemčije, Italije, Francije in Velike Britanije. 29. septembra 1938 so se Hitler, Mussolini in Daladier in Chamberlain srečali v Münchnu. Češko-Slovaška, o kateri so se pogajali na srečanju, sploh ni smela sodelovati. V enem dnevu je bil podpisan Münchenski sporazum, s katerim so Hitlerju dovolili, da zasede Sudete. V zameno je obljubil, da ne bo več teritorialnih zahtev. Naslednji dan je Chamberlain po vrnitvi v London ponosno mahal s papirjem in izjavil: "Prinesel sem vam mir za naš čas." Evropa je slavila, vojna je bila preprečena, tudi ta mir je trajal manj kot leto dni. S podpisom sporazuma je Češko-Slovaška izgubila večino svoje industrije in obrambe. Sudeti so bili srce gospodarstva. Tam so bile tovarne Škode, rudniki premoga, železova industrija in večina električne energije. Vse to je zdaj padlo v roke Nemčije. S tem je Hitler pridobil ogromno industrijsko moč in strateško prednost. Češko-Slovaška je ostala razkosana in brez utrdb, saj so se vse njene obrambne linije zdaj ležale na nemškem ozemlju. Mesec dni pozneje sta Nemčija in Italija omogočila Madžarski, da se vzame del Slovaške. Poljska pa je pod pretvezo zaščite Poljakov zasedla severne predele države. Marca 1939 je sledil konec. Slovaška je razglasila neodvisnost. Preostanek Češke pa je Hitler zasedel in razglasil protektorat Češke in Moravske. Češko-Slovaška je prenehala obstajati. Münchenski sporazum so takrat slavili kot veliki diplomatski uspeh. Evropski voditelji so verjeli, da so rešili svet pred vojno, a v resnici so Hitlerju dali vse, kar je potreboval – moč, surovine in samozavest. Le leto kasneje, leta 1939, je Nemčija napadla Poljsko. Začela se je druga svetovna vojna, natančno tista, ki so jo poskušali preprečiti. München danes velja za simbol popuščanja totalitarizmu. Britanska in francoska vlada sta želeli mir, a s tem sta le pokazali šibkost. Hitler je ugotovil, da se ga Zahod boji, in to ga je dokončno opogumilo. Tako se je mir za naš čas spremenil za vojno za cel svet. In za zaključek naj vam povem, ko je Chamberlain mahal s tistim kosom papirja, je mogoče verjel, da je prinesel mir. V resnici pa je držal podpisano dovoljenje za vojno. München ni bil zmaga diplomacije, temveč začetek tragedije 20. stoletja. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.